V režiji umetniškega vodja in direktorja gledališča Borisa Spala, z mano spet je še Živa Čebulj, direktorica pri tej prizoritvi. In ko smo že prej v neformalnem razgovoru povedali, to gre za program, v bistvu, ki ga je več ali manj zastavil še prejšnji umetniški vodja Simoš Šerkine, zdaj pa seveda tem, da ga izvaja in v realizaciji kriterije novi direktor in umetniški vodja Boris Spal, pa bi mu hvala. Jaz bi mogoče samo pojasnilo povedal, da je ta predstava in to besedilo bilo ni bilo v programu prejšnjega umetniškega vodje. Mi bi morali imeti drugačno otvoritev, ampak zaradi dolgotrajne bolezni režiserja smo morali prekiniti v juniju vaje za Milana Jesika, Gregor Hrkadič pravice in nadomestiti z nečim drugim podobnim. In smo se odločili za ta tekst, tudi zato, ker smo se odločili, da bi to delali tukaj, kjer smo na mali sceni in nekako malo sceno ohranili v našem trajnem programu. Gre za zelo glavno besedilo. Bog masakra je Jasmine Reza, nekajkrat uprizorjeno pri nas in tudi film so posneli po dramski predlogi. Gre za zelo enostavno zgodbo v bistvu, gre za zgodbo nasilja med najstniki, ko nekdo 17-letni mulc vzame v nekem parku palce v roke, pepeta se s polaznikom in mu seveda ob udarcu zlomi dva zoba. In seveda zdaj prisostujemo sceni, ko se srečata para staršev, starši žrtve in starši krvnika, da imamo tako med zavednicami povedati. In seveda se odpira ena cela paleta, kako reševati problem nasilja med temi otroci, med tema otrokoma, no. V bistvu se pa odpre eno kompletno brezno masakra, da rečemo tako, medčloveških odnosov znotraj tega, teh štirih staršev, pa tudi seveda znotraj samih parov, pa tudi znotraj konflikta, bom rekel, domala do tega sveta, popad različnih kultur, je to pretepanje civilno ali ni civilno primerjave z Darfurjem. Gre za v bistvu niti, seveda je dramsko besedilo, čeprav je pod naslovom napisano dramska komedija, kar je čisto točno, ker so seveda določene situacije, vsaj besednega spopada med temi ljudmi, večkrat zelo absurdne in tudi seveda zelo komične. Tako, v kontekstu seveda tega, kar pripovedujejo. To je predstava, ki je terjala od igralcev, 4 igralcev šentjurskega gledališča velik napor. To ne pomeni, da druge ne terjajo od tega. Mogoče ima ta predstava samo še ta dodatni element izključno verbalne drame. To se pravi, kjer ljudje sedijo več ali manj in se pogovarjajo v zelo, zelo gostem dialogu, ki zahteva od igralca eno dodatno preciznost v govoru, eno bolj veliko disciplinirano igro, kjer se odigravajo izključno samo medčloveški odnosi in razna stanja, ki nastajajo v tej zadevi. Tako da moram to ekipo pohvaliti. V ljubiteljskem gledališču težko naletiš na, bi rekel, na tako igro, tu pa tam se delajo. Mi smo že naredili v preteklosti nekaj takih predstav, ki imajo izključno, bi rekel,
verbalno, dialoško obliko in se ne ukvarjajo toliko z inscenacijo, kot problemi za scene in ne vem, dodatnih stvari, kot so, ne vem, luči, zvoki in tako naprej. Tukaj je spopad izključno med 4 ljudmi, tako kot se vidimo več ali manj z njimi tukaj. Pri delu poleg scenografije Ane Rapelje Klovčič in kostumografije Bojana Vistra je seveda eno od ključnih vlog odigrala Živa Čebulj, ki je, kot je rekel Srečko, poskrbela za lektorsko plat govora. Zdaj predstavlja, Živa je pri nas na nek način trajno angažirana kot hišna lektorica, kar pomeni, da smo se lotili tega problema lektoriranja na nek bolj artikuliran način, kot je bilo sicer do zdaj, prav zato, da ne bi zapustili in opustili ta govorni aspekt individualnega igralca in seveda tudi gledališča kot takega, se mi zdi pomembno, ampak mogoče bo Živa kaj več povedala. Kar se tiče govora v tej predstavi, je zelo pomembno, zato ker je tekst predvsem dialoški in ima velik poudarek na govoru. Oblikovali smo ga pa zelo, v bistvu smo oblikovali nek zborno-pogovorni jezik dveh parov, ki sta pripadnika srednjega višjega sloja. To so meščani, izobraženi, dobro situirani, finančno, brez težav, imajo vse lepa stanovanja, hiše in tako naprej. Zato je tudi govor tak. Je to ena zelo klasična komorna igra za 4 igralce in je ta inscenacija, tako kot jo vidite, desno-levo, pa ta sredinski del odra, doprinese k neki domačnosti ali pa neki atmosferi nekega skupnega sedenja v skupnem prostoru z raznimi, vsaj 2 vizurami in nekako približa toliko bolj, bi rekel, eno tematiko, kakorkoli, recimo na velikem odru je potrebno verjetno malo drugače zastaviti tudi mizansensko. Hočem reči, na mali sceni je sedenje 2 ljudi, pa še 2 tam, vse ne sedijo, samo se tudi dogajajo stvari. Ampak je vsak pogled, je vsaka pauza, vsaka gesta toliko bolj potencirana v nekem majhnem prostoru. Gre za eno tak mali svet, v katerem je fajn, če publika participira tako na 1 meter. Pa tudi seveda zato, ker je moj namen in namen teatra, da bi se mala scena delala in razvijala naprej, tudi ne samo v smislu teh raznih predstav, ki jih delamo vsaj 1 na leto, bomo naredili, ampak tudi je lahko postane v kratkoročnem smislu nek poligon tudi za kakšne mlade ljudi, recimo režiserji, ki lahko začnejo s kakšno malo zadevo. Mogoče ni treba, da grejo takoj na veliki oder in ne gre za učno uro, ne, ampak gre za en približek teatrskemu prostoru iz nekega zelo intimnega in zornega kota, kot je lahko tak mali prostor za 60 ljudi. Jaz bi upozoril tukaj, da kljub temu, ne, da je ta predstava na tako imenovani mali sceni, ne, je to pač redna abonmajska predstava, a ne, se pravi, jo bojo videli vsi abonenti, ki so upisali abonmaj, mislim, te abonmaje, v katere je ta predstava uvrščena, tako da, bom rekel, gre za običajno, ni to nek projekt, ki bi bil ob, bom rekel, rednem programu, ampak
je to sestavni del rednega majskega programa Šentjakobskega gledališča za to sezono. Samo pač je postavljen in izveden v tem prostoru. Meni se zdi, tako bom zdaj malo ugibal, da ima Boris ta prostor, kar rad, ker smo tukaj že delali tudi ta gospod premier v prizoritev, ki je prav tako režiral Boris Kobal, tako da se s tem prostorom niti ne srečuje prvič, pa tudi mi ne pomegu kot gledališče. Naši kolegi, pa mislim tisti štirje, pa so konkretno na prizorišču zdaj predstavil ta jasnika, oziroma Grega je že tudi v premiere. Tako, kar se tiče ponovitev, je tako, da že samo iz majskega programa izhaja, da bo vreten ponovitev samo v ta namen okrog 15. Predvidevam, zdaj opis še ni popolnoma zaključen, tako da moramo tudi videti, koliko bo število abonentov, ker kakor smo pol nad številko 60 v enem terminu, seveda moramo potem zagotavljati še dodaten termin, če ne moramo se tudi naenkrat na predstavo. Recimo, jaz računam, glede na dosedanje izkušnje tudi s premierjem, pa glede na kapacitet